Spoštovani, v imenu Kulturnega centra Maribor spet se vam moram zahvaliti, da ste tako številčno se odzvali današnje predstavitvi knjige Patricije Simonič Trženje duše. Namreč pri knjižni zbirki Frontier se trudimo v zadnjih letih izdati en serial knjig na temo podjetništvo, kultura, umetnost. In Patricijo smo našli, ko smo raziskovali zanimive magistrske, diplomske, doktorske naloge na slovenskih fakultetah na to temo. In med prvimi se je zasijala Patricijina naloga, za katero smo potem predlagali, da naredi modelo. Predajam pa jo Andreji in dobro predstaviti knjigo. Hvala lepa, Dušan. Dober večer, spoštovane dame in gospodje. Hvala, ker ste nam se nocoj pridružili na predstavitvi knjige Trženje duše, avtorice Patricije Simonič, ki je tudi nocoj z nami. V tej priložnosti pa se zahvaljujem tudi Literarni hiši Maribor in Kulturnemu centru Maribor, ki sta omogočila, da smo danes tukaj in da se je ta dogodek izvedel. Patricija Simonič je seveda zelo zanimiva ženska. Je ženska, ki je uspela združiti dva navidezno nezdružljiva aspekta ekonomije in umetnosti tudi v svojem življenju. Je namreč 2004. leta diplomirala na ekonomsko-poslovni fakulteti, 2006. leta se je lotila specialističnega študija za marketinško komuniciranje, 2 leti pozneje tudi magistrirala iz trženja slikarstva. Zdaj pa je že doktorska kandidatka na ekonomsko-poslovni fakulteti in raziskuje pomen marketinga na trgu umetnosti. Je pa tudi svojevrstna raziskovalka na področju postmodernega marketinga kot filozofske discipline. Seveda tukaj velja omeniti, da vzporedno deluje tudi kot umetnica, kot vizualna umetnica na področju slikarstva in kiparstva in je v tem tudi zelo uspešna. Njen najbolj znan opus nosi naslov Ona in je bil večkrat že predstavljen tako doma kot tudi v tujini. Njena keramična skulptura Dečka miru se nahaja celo v Vatikanskem muzeju. Tudi bronasta izvedba tega dečka se nahaja pri nas in sicer pri vhodu spominskega parka Narodno-osvobodilnega boja in to v Trnovem pri Gorici. Ustvarila je tudi sakralni opus slikarskih del, ki je zelo bogat, med drugim tudi cikel slikarskih del Križevega pota, ki je sestavljen iz 14 slik. Te so povzete po svetopisemski vsebini. Med zadnja dela pa štejemo tudi obširnejši sakralni cikel z naslovi Nad angeli, Zadnja večerja. Naslikala je več portretov Marije, figure ženskega lika, torej iz ustvarjalnega opusa z naslovom Ona. Pa še bi lahko kaj povedali. Zdaj pa bi morda kar začeli z naslovom knjige, ki je tako pomenljiv, da nas skoraj že pretrese, ko ga slišimo, torej Trženje duše, ki nas nekako spomni tudi mogoče na idiom oziroma frazo prodajanja duše. In me zanima, kako sta v bistvu torej ekonomija in umetnost povezani, kako vi sami doživljate ta naslov, morda tudi glede na to, da ste na obeh področjih uspešni in aktivni. Jaz v tem načeloma v preseku teh dveh ved, marketinške in umetniške, ne vidim nobene negativne konotacije, kar zadeva tega. Umetnost je produkt umetnikovih emocij, duševnega stanja, globine življenja, ki dejansko zaživi šele s tržnimi oprijemi. Se pravi, umetnost ni sama sebi namen, ampak je namenjena od ljudi za ljudi, se pravi za trg. Tako da z marketinške prijemi dejansko šele oživine. Ne bi pa mogla reči prodajanje duše, ker trženje in prodajanje sta dva različna pojma. Trženje je bistveno širši pojem, ki poudarja pojavnost in identiteto umetnika v poslovnem okolju in svetu umetnosti, medtem ko prodajanje pa je zelo ozko usmerjena specifika trženja. Tako da, če pogledamo ekonomski vidik v umetnosti, bi lahko rekla, da gre predvsem
pomen preučevanja na eni strani ponudbe umetnosti in na drugi strani povpraševanja. Se pravi, tudi umetnost je podvržena redkosti virov, tako kot vsaka druga dejavnost, zato se nekako ne more izogniti ekonomskemu obnašanju in racionalnemu odločanju. Seveda, ja. Torej, ko smo pa pri tem zdaj, odkot pravzaprav izhaja umetniška vrednost potem enega slikarskega dela? Umetniška vrednost je zelo širok pojem. Ko sem pisala tole knjigo, sem tako miselno generirala različne miselne abstrakcije in potem vidiš dejansko, kako široka je ta zadeva, ko se je lotiš. Obsega dimenzije in deležnike, se pravi deležnike, ki so ključni na trgu, to je umetnik, umetniško delo, ciljni segment, se pravi ciljni kupci, potem so še tukaj gospodarske družbe, ki stopajo na trg umetnosti in pa seveda umetniške inštitucije. Se pravi, pri umetniku upoštevamo dimenzije, kot je njegova pojavnost, identiteta, imidž, blagovna znamka, imena, se pravi, njegove neponovljive prakse in znanja, redkost del, estetska vrednost, zapuščinska vrednost del, opcijska izobraževalna vrednost umetniških del sodi med te dimenzije. Potem na drugi strani kupce, njihove osebne preference, njihova osebna zaznavanja, specifikacije segmentiranja izhajajo predvsem iz psihografskih, vedenjskih, geografskih dejavnikov. In potem pa tukaj gospodarske družbe, ki nastopajo na trgu kot fondi investicij v umetnost. To se seveda zelo pogosto pojavlja v razvitih gospodarskih kapitalističnih državah. Pri nas toliko manj, kot družbe nastopajo kot meceni, kot sponzorstva, kot donatorji v umetnost. Ne? In pa seveda vrednost določajo tudi tukaj umetniške inštitucije, medtem pa seveda ne gre zanemariti stroke in profesionalnega razuma, ki pa poda neko kritiko o umetniških stvaritvah in na podlagi tega določa cenitev. Ampak tudi pri tem se pojavlja problem, ker se pojavljajo osebne preference, ideološka obremenitev, se pravi, nekako tako skladno potekajo zadeve po tako imenovani teoriji subjektivizma. Ja, seveda, ja. Ker je tudi umetnost sama po sebi subjektivna. Tako. Torej, kaj je potem tisto, kar najbolj vpliva na to, ali je delo opredeljeno kot visoka umetnost ali kot kič? V ekonomiji tega ne ločujemo. Praktično ekonomski teoretiki trdijo, da družbena elita, ki bi lahko razmejevala nekaj med popularno oziroma visoko umetnostjo, dejansko ne obstaja, ker izhaja iz zakonitosti trga, se pravi zahtev in potreb, ciljev in želja kupcev. Tako da pri nas se pojavlja to načeloma to razmejevanje zaradi stroke, kaj je kič in kaj ne, kaj je prava umetnost. Ni tega, da bi to točno lahko definirali, kje so te meje. Ne? Ta meja je morda tudi malo zabrisana bila s pop artom, ne? Seveda, absolutno. Recimo, absolutno, se jih o tem govorim. Ja. In kaj mislite, kaj potem privlači ljudi recimo pri tako imenovanem kiču ali nečemu, kar je pač masovne proizvodnje? Kaj je tisto, kar najbolj vpliva na to, da je ravno to všečno? Jaz mislim, dobro, zdaj, na to bi veljalo narediti tudi kako študijo, ne, ker je pa zagotovo to, ne, da je kič lep, je množično produciran in množično dostopen, služi kot okras in omogoča marsikomu kakršnokoli repliko zelo pomembnega dela, ki je bilo strateško za globalizem. Ne. Zdaj, kaj točno je kič, kot pravim, neke razmejitve pri tem točno ni. Ne. Tako kot ne morejo točno specificirati, kaj je tista umetnost, ne, ker je toliko fleksibilnosti na trgu umetnosti. Trg umetnosti je dejansko živ mehanizem, ki vključuje umetnike, na drugi strani povpraševalce, potem so to umetniške inštitucije, stroko, ki ima vsak svoje objektivno odločanje oziroma subjektivno. Torej, glede na to, da v svoji knjigi raziskujete tudi ta pomen, torej povezavo med dojemanjem vrednosti slikarskih del in to neko odločitvijo, ki torej privede do nakupa, ne? Kaj mislite, kaj je tudi tisti dejavnik, ki prepriča torej nekoga, da kupi neko umetnino? Kaj je morda tu odločilnega pomena za uporabnika? Ja, če se nanašamo knjigo bolj proučevano, je seveda korelacija med zaznavanjem uporabnikov in vrednostmi. Na nakupno odločitev pa zagotovo tukaj vplivajo najprej, če izhajamo iz ciljnega segmenta, osebne preference.
v tem času veliko estetizacija življenja, diktatura imaginacije, potem položaj ciljne skupine, kar se zadeva družbe, izobrazba, dohodek, vse te demografske, psihografske in vedenske analize služijo za podajanje tovrstnih izhodišč, da odločamo točen segment, kaj je tisto, kar bo privedlo do nakupne odločitve. Kakšen je pa recimo odnos med estetsko vrednostjo in ceno, kot jo recimo, ali cena vpliva na uporabnikovo dojemanje estetske vrednosti, na primer, in v kolikšni meri? Cena sama, glede na mojo raziskavo, ne vpliva v tolikšni meri na zaznavanje estetske vrednosti, zagotovo pa dojemanje ciljnega segmenta vpliva na določanje cene. Kako pa recimo, kateri so tisti dejavniki, ki so najbolj vplivni tu pri določanju cene, recimo strokovna mnenja, naprimer nagrade, naprimer kakšne recenzije? V ekonomiji načeloma ločimo dva pristopa k temu. Poznamo monetarni pristop k določanju neke umetnine in pa estetski pristop. Monetarni je tisti, ki ga določa trg, estetski je pa tisti, ki ga določajo uporabniki z svojim dojemanjem. S tem, da uporabniki s svojim dojemanjem ne določajo samo umetnine, ločeno od umetnika. Se pravi, umetnik in umetnina sta skupen produkt, ki nastopa na trgu. In seveda s svojim dojemanjem tako prispevajo k določanju tržne cene oziroma cene, ki jo določa trg. Seveda je pri tem tudi še stroka, kot ste omenili, ampak se pravi, zadeva je zelo subjektivna, ker vse temelji na osebnih preferencah in na nekakšnih ideoloških bremenitvah. Ja. Torej pravite, da dojemajo umetnika in umetnino nekako kot eno. Torej, kakšno vlogo potem igra umetnikov imidž kot takšen? A gre tu za neko vrsto grajenja blagovne znamke? Točno to tukaj. Grajenje blagovne znamke umetnika načeloma izhaja iz prepoznavnosti, pojavnosti in identitete v okolju, v svetu umetnosti. Se pravi, iz pozicioniranja umetnika na trg. V interakciji z njegovo umetnino, ki ima svoje vrednosti, estetske, zapuščinske, prestižne in podobne vrednosti, svojo avtonomnost in skupaj tvorita produkt ponujen na trgu. Meje med njima so dejansko zabrisane, vedno bolj. Ta produkt mora pa tvoriti na drugi strani reprezentacijo ciljnega segmenta. Da se ljudje poistovetijo s tem segmentom in da z pridobitvijo oziroma s posedovanjem neke umetnine dosežejo morda neki višji družbeni položaj. Tako da to sigurno v veliki meri vpliva na nakupno odločitev, ukolikor se... Zagotovo. Status oziroma posedovanje umetnin je eden od vplivnih dejavnikov, pokazatelj življenjskega sloga. In v tem kontekstu bi potem morda tudi cena lahko bila odločilnega pomena, morda za določen segment uporabnikov. Ja, zagotovo, vse je povezano, vse je v teh relacijah, kar dejansko cena vpliva na... Plus tega kupna moč vpliva na nakup, nekdo, ko je višje pozicioniran v družbi, zagotovo lažje pride do umetnin. Potem pa bi morda lahko navezali, kakšno vlogo v bistvu na trgu umetnin igrajo trendi in kdo jih v bistvu določa, pa kakšni so recimo pri nas, ali sledimo mi recimo tem trendom v naših slovenskih umetniških institucijah. V umetnosti bi težko govorila o trendih nasploh. Zagotovo so trendi, če mislite neke umetnostne smeri, performansi, inštalacije, eksperimentalna umetnost, ki se v zadnjih časih zelo pojavlja, alternativna, dekadentna, anarholiberalna, v Evropi je imenovana socialistična umetnost, ki temelji na predpostavkah, da se umetniško udejstvuje vsak. Ampak morda so ti tipi umetnosti recimo zanimivi za umetnike, niso pa toliko zanimivi za trg oziroma za uporabnike. Tako da o trendih, ker uporabniki dejansko se nagibajo k tradicionalnim pristopom k umetnosti, tradicionalnim žanrom, barvam, motivom, ustaljenim barvnim efektom, karkoli. V redu, potem pa v bistvu trg je potem takem dokaj odprt, torej dopušča kar inovacij. Absolutno, ravno zaradi tega, ker se na obeh straneh se pojavljajo ljudje z svojimi osebnimi preferencami in svojimi okusi, tako da mislim, da je
smiselno, konstantno spremlja ta gibanja. Ja. Torej dopušča eno umetniško svobodo. Zagotovo. In vsekakor potem tudi umetnik, ki želi živeti od svojega dela, lahko torej to doseže z eno integriteto. Torej. Zagotovo. V tujini umetniki normalno pogosto živijo od svojega dela, čist pri nas je situacija malo obrnjena, ampak upamo v prihodnje na izboljšave. Ja, v bistvu me zanima še tole, ne? Kako dojemati torej trženje umetnosti v kontekstu umetnosti kot sredstva ene duhovne preobrazbe? Ali se ta aspekt izgubi pri trženskem pristopu, ali ga upošteva, ali ga ne upošteva, ali pa se ta aspekt v bistvu še pojača, saj doseže še več, saj umetnina doseže še več ljudi? Ja, absolutno. Če je umetnina ustrezno prezentirana in če je umetnik ustrezno prezentiran v okolju, je to dodana vrednost temu. Jaz mislim, da ni problem v zaznavanju nekaj duševnih razponov, kar zadeva tega, da bi imeli ljudem s tem neke predsodke, karkoli. Samo zaradi tega, ker je umetnina ponujena na trgu, kot tržna. To zagotovo ne. Če pa morda nekoga to obremenjuje, se pravi, potem zagotovo se bolj povprašujejo po umetnikih, ki so bolj v ozadju zadržani, ne vem, imajo kakšne sodobnejše pristope, alternativne, ne vem, karkoli. V empirični raziskavi v okviru knjige Trženje duše ste se pa lotili preučevanja dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve neke umetniške stvaritve, pri tem pa ste se osredotočili na področje Maribora. In me zanima, kaj ste ugotovili pravzaprav? Kako je s tem pri nas? Ja, raziskava je bila izvedena v sklopu moje magistrske naloge, takrat na območju Maribora, seveda v raziskavo je bilo vključenih 100 ciljnih oseb, direkt po odprtju razstav. In glede ugotovitev bi lahko rekla, kot sem že prej omenila, pravzaprav niso bile nič presenetljivega, ker sem predhodno preštudirala nekaj avtorjev, nekaj literature, ker so dejansko že to potrjevali naprej, da je trg oziroma uporabniki se dejansko nagibajo k tradicionalnim pristopom umetnosti, tradicionalnim figuraliki in podobnemu. Nekoliko manj k eksperimentalnim inštalacijam in podobnemu. In tako je tudi drugod? Predvsem drugod. Predvsem drugod. Sploh v tujini, ko to spremljam, malo ta gibanja, tudi izobraževalni sistem se vrača v preteklost. Tam vedno znova spet preučujejo figuraliko, pri nas se je to za nekaj časa na akademijah zavračalo in samo sodobni pristopi k umetnosti in podobno, ampak dejansko je prihodnost trženja umetnosti v preteklosti form. Torej, za konec bi morda želeli kaj sporočiti umetnikom, strokovnjakom, ki bodo prebirali vašo knjigo, bi morda kaj ključnega želeli še dodati ali pa povedati? Morda samo to, da je treba gledati na zadeve celovito, da je treba obravnavati vse dimenzije, vse deležnike, povpraševano in ponudbeno stran, da naj ne zanemarjajo estetizacijo vsakdanjega življenja, ki briše meje med dejstvi in fikcijo, med življenjem in umetnostjo. Tako da dobijo nek sistemsko-dialektični pogled v celovit trg. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Z nami je bila Patricija Simonič in tako se je zaključil današnji večer.